šel sem na tekaško delavnico prejšnji mesec. Kar je precej ujed, zato ker jaz skoraj nikoli ne tečem. Ampak, če tečem, je par let nazaj je nekdo posnel moj tek, Gašpar je nek znan slovenski trener za tekače, ne? In Gašpar je enkrat posnel in pol je pokazal moj posnetek, pa še posnetek, kako bi tek mogel izgledati. Ne? In takrat, to je zame najboljša motivacija, ko vidim nekje nek gap med tem, kje sem, pa kje bi jaz hotel biti. Ne? In pa zdaj par let sem še mogoče manj hodil laufati, zato ker sem vedel, koliko slabo tečem, koliko veliko napak delam pa tek, kar si kdo misli. Pač grem teč, ne grem hoditi. Ampak, ne vem, to je tako, da bi kar šel v bazen pa znal ful lepo plavati. Za nekoga, ki ful lepo če nekoga, ki ful lepo plava, vprašaš, kako tako lahko tako lepo plava, nikoli ne bo rekel, pač ful sem plaval, pa zdaj tako lepo plavam. Vsak ti bo pol povedal, da je imel vsaj neko obdobje, kjer je nekdo ga učil plavati. Ne? In večina folka ne zna teč, sploh ne vem, da ne znajo teč. No, in zdaj prijem na ta workshop, da če bom tekel, da bom malo manj napačno tekel. In še kasneje, o čem se največ razmišlja, to, da je bilo par ljudi tam, ki tečejo maratone in ne znajo niti hoditi. Ko hodi, bil je sploh en gospod je bil tako spigan, fizično spigan, a veš, zakrčene mišice, totalno. Mislim, res, vidiš, da bi ti mogel začeti, ne vem s čim, z jogami, z tegovanjem, s čimkoli. In pol je se pohvalil, kako on teče te maratone, kako vsak dan teče, ne vem koliko kilometra. Ne. In sem začel razmišljati, da zelo veliko, da danes imamo v bistvu kontra pandemijo, kot si mislimo. Ne, to, sploh v Sloveniji, mogoče tle Evropejci še vedno razlikujemo od nekih Američanov, ki so res dosti več nariti, pa imajo z debelostjo problem pa tako. V Sloveniji imaš ogromno ljudi, ki pretirava z fizično aktivnostjo. Ja, itak. Se imaš tudi največ dopinga med amaterji. Kje? Valjda. V Sloveniji? Seveda. Ne v Sloveniji, ampak tako nasplošno. V amaterskem športu je največ, se folk tera. Pa kaj je to, kolesari ali bolj fitneseri? Vse možno. Kjer je ta neka endurance, vzdržljivost ali pa moč ali pa tako ne. Pa kaj rečeš doping, to je primarno testosteron. Mislim, anabolični steroidi. To so sredstva, ki bi bila v profesionalnem športu prepovedana. Ok. Ja. Zanimivo. No in naprej. Ja, in pa sem veliko razmišljal o tem, kako mešamo trening z vajo in kako marsikdo trenira, pa nikoli ne vadi. In zdaj imaš maso enega folka, ki trenira, nikoli pa ni vadla. Pa se to je ta crossfit že primer. Ja, cross. Pa praktično večina športov se je začel abuzati. Fondri stari, z bauhi, imajo tako kolesa za štirčuke. Terajo, pa pivo grejo piti. Mislim, tako, kam na izlet z avtom, valjda, ne? Po unih regionalnih cestah. Čakaj, a ti tudi za na vikend izlete hodiš? Ne, jaz hodim na tedenske, stari. Ti si že bolj uspešen, kaš krava. Ne, ampak tako, če greš daj klep v Sloveniji, vidiš, to je ful popularno. Zdaj ne vem, zaradi teh uspehov kolesarjev, da je to bolj. Ja, to zih pomaga. Ja. Pa tako se mi zdi, da enkrat sem bral knjigo od ustanovitelja Nikija, ne, in je on noter razlagal o tem, koliko je bilo čudno, kaj je kdo rekreativno tekel v 60-ih ali pa v 70-ih. Ne. Takrat, kaj on v bistvu se je ukvarjal z profesionalnim tekom, in je imel trenerja, ki je doma v svoji garaži te čevlje preurejal za svoje trenirance. In potem so oni to popularizirali, neko rekreativni tek in prodali te Nike'ice. In je rekel, koliko so stari ljudje tako, ko so videli nekoga, da teče, ne, da je bilo to tako čuden, ne, da so gledali, a pred kom beži, ali nekaj narobe. Ne. In se mi zdi, da tako, ko se družba pomika gor po Maslovi hierarhiji,
vedno tak, veš, da je kolesa za 4 čuke, pa sploh nisi kolesar. Mislim, to, ko sem jaz bil mali, jaz ne vem, če sem kdaj videl kolo za 4 ure. Ker takrat je bilo to tako, kolo je 150 evrov, 200, da se lahko malo voziš. Tisti, ki so pa toliko dali keša, je pa v bistvu bilo neka namera, to je pa skoraj sem profesionalc, toliko bom vložil sredstev v nekaj, kar delam, ne? Ampak zdaj pa to pada dol po... Ampak če računaš inflacijo, 4 čuke danes je tako v tvojih časih 8 čukov. Lahko poprečno plačo gledaš, popolniš. Spravo 3 plače, da daš za bajk, ne? To je... Mislim, da nisem takrat poznal človeka, ki bi to naredil. Ja, ampak to je mogoče dober znak. To je dober znak, da živimo v lagodju, kjer se ne fajtamo za preživetje, ampak zdaj iščemo že stvari, s katerimi se zabavamo. Tako da to je dober znak, to je znak napredka. Mislim, kot slabo, ne? Sej to, da je rekreativni tek, ne? Tako kot takrat, to je bilo sigurno pozitivno. Overall. Da so ljudje, ampak je bilo tako, ne? Ti si včasih delal na njivi, pa si že pokuril tiste kalorije, ne? Pol pa si se začel rediti in pa si mogel nekaj delati. Fake aktivnost si mogel ustvariti. Spravo tekel si okrog hiše. In valjda je čuden za nekoga, ki ni o tem nikoli razmišljal, da bi rekreativno nekaj delal. Ne? Ja. Ker je v bistvu vse deli nekaj okoli hiše, pa boš pokuril, pa še naredil boš. Dobar. Pa greš zdaj na fitness, pa vidiš, tako včasih mi je čudeno, ljudje na mestu, na tekočem traku, v bistvu laufajo. In v bistvu poraba energije za nič. Tako, če gledaš malo. Ni produktivno to delo, ja. Nič ne ustvarjaš. Nič ne ustvarjaš. Ti samo kuriš kalorije za, ne vem, zato, da boljšo postavo. Ja, tako je tak začaran krog, ja. No, pa še pa en zanimiv moment, ki si ga ti, Andrej, omenil. Če razmisliš, koliko je to nelogično, kaj počnemo zdaj kot civilizacija. To meni marsikdo reče točno to, kar ti rečeš. Če ne grem trenirati, se zgodi kaj? Se slabš počutim. Slabš počutim, ti se prerekel dobro. Imam slabe misli, en bi rekel, sem depresiven, sem agresiven. Ampak zdaj, to je potem trening, je potem lekadol, ki ga ti vzameš, da te slabe misli potlačiš dol. Ker čustveno zrel človek, v teoriji, recimo, v prihodnosti, ko bomo bolj razviti, bo rekel, zakaj jaz imam slabe misli. Ne, kako lahko jaz vzamem spet lekadol, se grem ubit na kolo, ubit ne vem kam, na tenis, zakaj jaz imam te slabe misli? Odkot to prihajajo? In se bomo kot civilizacija začeli, upam, več ukvarjati z vzrokom. Ne samo, zdaj me boli, to pomeni, zdaj sem depresiven, zakaj? Ne, zdaj pa grem v fitness to potlači dol. Ja. Ali pa se toliko zmatra, da ne bom več mogel to čutiti. Enkrat je en ful dober rekel, staj vsaka čast, 2krat na dan treniraš en model. Ti še 2krat na dan po 2 ure je treniral. Sem rekel, stari crazy, sem rekel, toliko discipline, to čisto mi fascinam. In pa je rekel, ne, se pri meni ni disciplina. Jaz ratam depresiven, če ne naredim 2 treninga na dan. In to je pač moj cure. Se to je ekstrem. Ekstrem je tudi to, moramo se zavedati, kaj je Škraba rekel, če cel dan sedim, se slabš počutim. To, da ti cel dan sediš, je tudi ekstrem. In je mogoče celo vzrok za slabo počutje. In ni samo, veš, kaj si ti rekel, vzrok je nekje druge, tako sem te razumel. Ne v tem, da nisi naredil trening, ampak to, da mi sedimo cel dan, to je totalno nenaravno. Cure za to ni na drugi strani ultramaraton. Ali pa 50 km na koleso. Cure je id na sprehod. Ja. No, ampak mi pa zdaj to počnemo. Mi zdaj imamo 8 ur v pisarni, pa ultramaraton, pa 100 km z bajkom. Pa tako, Se ti uporabljaš ta včasih standing desk, ne? Ja. To vem, kaj pred leti, mi smo imeli zdravnika v firmi, zato ker nam je pomagal neke healthcare stvari delati, pa enkrat imel predavanje o tem sedenju, stanju, bla, 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 ne. In je rekel, ni problem, da ti sediš cel dan, problem je, da si ti v enem položaju cel dan. In zdaj si imel v Silicon Valley
nekdo, ki je razumel, da je sedenje problem in je šel cel dan stati. In je rekel, to je čisto isto. Ti moraš v bistvu spreminjati svojo lego pa gibanje. Ne? Ali pa so eni, pol vem, da je bilo v Silicijevi dolini, imaš v bistvu take delovne treadmille, se pravi, tekoče trake, ker v bistvu ti cel dan hodaš, pa v bistvu delaš. Ne? To tudi ni, ker je skozi eno in isto. In to v bistvu je point, da je vse v nekak balansu. Ja, jaz sem zdaj skombiniral sedenje za mizo, pa tudi da stojim, pa kavč. Ampak kar naenkrat kavč bil toliko bolj seksi, kot stati ali pa sedeti, da sem zdaj imel neko obdobje, ker sem bolj večino časa ležal. In delo. Ja. Res? Ja. Pa si tako imel, kaj? Tako imaš polštar, pa na pol sedeč. Spal. Ja, na pol sem, ne, spal sem. Pa tako škrabi neki teži, ampak ne na kavču dela. Ja, ne, jaz zdaj sem imel obdobje, ko sem večino na kavču, tako da ta kavč me je mal iz ritma vrgo, prej sem imel ful lepo, pol sedeti, pol stati, ta kavč je podata čist preveč konfi.